Danes v Pomurskem dnevniku. Ukrepi proti Rusiji. Oddaja Aktualno. Kurenti odganjali zimo. Srečanje z Radomljami. Jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Evropska unija in njeni partnerji si prizadevajo ohromiti Putinovo sposobnost financiranja svojega vojnega stroja. V ta namen je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen voditeljem članic Evropske unije predlagala izključitev dela ruskih bank iz sistema SWIFT. Ta ukrep bo del novega niza finančnih sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije nad Ukrajino, o katerih so se dogovorile Evropska komisija, Francija, Nemčija, Italija, Velika Britanija, Združene države Amerike in Kanada. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je voditeljem Evropske unije predlagala naslednje ukrepe. First, we commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT. This will ensure that these banks are disconnected from the international financial system and harm their ability to operate globally. SWIFT is the world's dominant global interbank payment system. Cutting banks off will stop them from conducting most of their financial transactions worldwide and effectively block Russian exports and imports. Kot drugi ukrep pa je predlagala: We will stop Putin from using his war chest. We will paralyze the assets of Russia's central bank. This will freeze its transactions, and it will make it impossible for the central bank to liquidate assets. And finally, we will work to prohibit Russian oligarchs from using their financial assets on our markets. All of these measures will significantly harm Putin's ability to finance his war. And they will have an severely eroding impact on his economy. Predsednik vlade Janez Janša je ob tem v pogovoru za Planet TV, Nova24 TV in Seoul.net pojasnil, koliko beguncev iz Ukrajine bi lahko sprejeli pri nas v Sloveniji. Slovenija ima te kapacitete, tudi danes je delalo na tem. Imamo azilne domove in vidim tudi pripravljenost ljudi, družin, tako kot je bilo, ko je šlo za begunce iz Bosne in Hercegovine, da se jim neposredno pomaga doma. Tako kot se dogaja trenutno po celi vzhodni Evropi, ko družine pomagajo družinam, ki prihajajo iz Ukrajine. Vsi smo izrazili pripravljenost, da pač v okviru svojih možnosti pomagamo. Lahko povem to, še enkrat ponovim številko. Marsikdo, tudi znotraj Slovenije, je očital slovenski državi, da ni solidarna, ker pač nismo bili pripravljeni sprejeti obveznih kvot za razmeščanje migrantov iz daljnih dežel. Sloveniji nihče ne more očitati nesolidarnosti. V letih 92, 93, 94, jaz sem bil takrat minister za obrambo, pristojen tudi za civilno zaščito. Mi smo imeli v obrambnih objektih takrat, mislim, da preko 35,000 beguncev iz Bosne in Hercegovine in še toliko jih je bilo pri slovenskih družinah, nekje tudi v oskrbi s pomočjo Rdečega križa, Karitasa. Slovenija je bila takrat zelo revna država. Izgubili smo jugoslovanske trge, postavili smo lastno ekonomijo šele na noge. Kljub temu smo pomagali 70,000 ljudem, v glavnem otrokom, ženam in starejšim. O stanju v Ukrajini pa bodo jutri razpravljali še evropski poslanci na izrednem zasedanju Evropskega parlamenta. V današnji oddaji Aktualno gostimo Dejana Židana, nekdanjega kmetijskega ministra in poslanca Socialnih demokratov, s katerim smo se pogovarjali o prihajajočem dvigovanju cen, madžarskih nakupih in covid situaciji v Sloveniji. Nekaj časa pa je bilo namenjenega tudi aktualnemu dogajanju v Ukrajini. Meni je všeč, da je znala tako slovenska vlada, kakor Evropska unija in tudi vsi ostali reči, da gre za agresijo.
To več ni časa za diplomatski jezik, pa če bom bolj prijazni, bo mogoče invazije malo manj. Rusija in Putin sta naredila nekaj, kar se nasme. Napadla sta neodvisno državo z namenom, da si jo priključita, da jo kaznujeta, ker pač ne živi tako, kakor si Rusija želi, in to je čista agresija. Ker imamo izkušnje iz druge svetovne vojne, ko se pojavi agresor in če se mu pravočasno ne stopi na prste, bo svojo igro nadaljeval, ker to ima svoj genih, svoj način razmišljanja. Je prav, da so se vse države Evropske unije in širše odzvale ostro, prav je, da so sankcije ostre in prav je, da se tudi pomaga Ukrajini, tudi vojaško. Po ruskem napadu na Ukrajino so poskočile cene nafte, rekordne vrednosti pa dosegajo tudi cene pšenice. Zdaj tukaj res je, da nekatere surovine bodo šle navzgor, pšenica je ena od teh, je pa treba zelo paziti, da razni špekulanti ne bodo krizo na področju surovin izkoristili za to, da bodo si delali ekstra dobičke, ker kljub vsemu poznamo, v ceni kruha je cena pšenice relativno malo pomeni. Ko kupimo mleko, kljub vsemu mleko je denar, ki ga dobi kmet, je čist nekaj drugega, kot to, kar dobi potem potrošnik, ko kupi. Tako da v nekaterih državah že razmišljajo, prav bi bilo, da je tako tudi v Sloveniji, da se cene nekaterih osnovnih prehranskih surovin regulirajo. Se pač napiše, da je maksimalna dovoljena marža omejena, nekatere druge stvari so omejene in potem bo dvig manjši, kakor bi drugače bil. To je način, kako lahko država pomaga svojim ljudem. Ob tem pa nam je Židan pojasnil, da slovenski kmetje zaradi rasti cen najverjetneje ne bodo zaslužili več. Jaz bi slovenskim kmetom res privoščil, da to, kar prodajajo nekoliko dražje, ker delajo v težjih razmerah, kakor njihovi konkurenti, marsikaj drugje. Zato naše kmetije so manjše, tudi polja so drugačna, dosti je hribov in drugi dejavniki, ki malo zmanjšujejo ekonomiko. Res pa je, da kmetje bodo doživeli tudi hitro rast cen tistih surovin, ki jih sami kupujejo. Tako da to ne bo zmaga za kmete. Treba je paziti, da to ne bo zmaga za špekulante. Celotni pogovor s poslancem Dejanom Židanom pa si lahko ogledate že čez nekaj minut. Kurentovanje je največji slovenski pustni karneval, ki organizirano poteka že od leta 1960. Običajno pa se prične s prvim poskokom kurentov in samo karnevalsko prireditvijo. Tako je danes bilo precej živahno, tudi v središču Murske Sobote. Kurenti so po 2 letih premora veselo rajali ter s svojimi zvonovi odganjali zimo. Z rajanjem so začeli pri hranilnici Prekmurskih Dobrot, nato pa so svojo povorko nadaljevali še po Slovenski ulici, mimo Zvezde, čez Soboško tržnico ter na Trg kulture. Kurenti so na Soboške ulice privabili številne obiskovalce, njihovi zvonovi pa so odmevali po celem mestu. Manjkal ni niti pokač, katerega naloga je, da odžene zlo in nam prinese vse dobro. Slovenski prvaki so včeraj ob 15. na domačem stadionu odigrali tekmo 23. kroga Prevelige Telemach proti Radomljam. Črno-beli so sicer na Fazaneriji nastopili oslabljeni, pogrešali so Žigo Kovsa, Jana Gorenca in Klemna Šturma, a poraza z rezultatom 2:0 vseeno niso pričakovali. Strateg črno-belih Damir Čontala je po tekmi priznal, da jim je šlo kar nekaj stvari narobe. Nasprotnik se na nas odlično pripravil, tudi mi smo se na njih, ampak precej so spremenili stil igre glede na prvi 2 koli. Mi pa se nikakor nismo znali prilagoditi, oziroma imeli smo posest zadaj, pustili so nam to, potem pa nikakor nismo glede na njihovo zgoščeno postavitev, kjer niso puščali medprostora in globine, se nismo znašli, nismo mogli priti kvalitetno v tisto cono 20 do 30 metrov, kjer bi se lahko nekaj več zgodilo. Bili smo preveč neaktivni z žogo, samo smo imeli posest, nismo pa iskali gola oziroma podaje naprej. Čontala je ob tem dodal, da bi morali biti črno-beli bolj agresivni, imeti hitrejšo tranzicijo v obe smeri igre ter biti konkretnejši in neposredni v zaključku akcij. Je pa dejstvo, da smo slabo reagirali oziroma smo se slabo prilagodili na nasprotnika oziroma na njihovo branjenje oziroma na to, da se pomaknili nazaj. Nikakor nismo našli rešitev. Le tu, tam, s kakšnim gibanjem, podvajanjem na strani, skozi sredino je bilo izredno težko, ker so bili izredno gosti. Potem pa je prihajalo tudi do vedno več nervoze, zbranost je ob tem padalo in na koncu Radomlje zasluženo, popolnoma zasluženo zmagalo. Časa za počitek pa ni veliko, saj soboške nogometaše že v sredo čaka srečanje s Celjem. Dejstvo je, da bo tekmo trebalo čim hitreje pustiti za sabo oziroma že jutri, razmišljati samo še o naslednji tekmi s Celjem. Tekme si sledijo sedaj na 3-4 dni, v 2 tednih je 5 tekem in tu se bodo
ustvarjali pomembni premiki na lestvicah, zato se moramo gledati samo naprej, ne se vračati nazaj in čim prej zbistriti glave. Slovenski prvaki so pri 33 točkah na 6. mestu na lestvici, Radomlje pa 7. z enakim številom točk kot Celje. Kot že rečeno, so črno-beli izgubili nedeljsko tekmo, sedaj pa se že pripravljajo na novega nasprotnika. Že v sredo v Fazaneriju prihaja ekipa Celja, ki sicer na lestvici zaseda 8. mesto, kljub temu pa mursko-soboški nogometaši pričakujejo čvrsto tekmo. O porazu proti Radomljami je nekaj besed povedal tudi Jan Gorenc. Smo se pogovorili, treba čim prej pozabiti, tako kot ste rekli, ja. Iti dalje, se pripravi dobro na Celje. Vemo, da nas čaka zelo težka tekma na težkem igrišču. Mi bomo dali vse od sebe in želimo si, da 3 točke ostanejo v Murski Soboti. Na tekmi so sicer manjkali Klemen Šturm, Žiga Kaus in Jan Gorenc, ki je tekmo moral opazovati iz tribun. Vedno je veliko boljše igrati, biti z ekipo, ampak ja, spodbujal sem jih z tribune, ampak žal ni šlo. V sredo pa ponovno pričakuje težko tekmo. Pa vemo, da bo čvrsta tekma. Igrišče je težko, ne da se nekak velik igrati, ampak kot sem rekel, dali bomo vse od sebe, šli 100% v tekmo in upamo na 3 pike. Mislim, da bo odprta tekma, ne smemo dobiti zadetka, probati držati zadnje 0, čakati na svoje priložnosti in upati na zmago. Ob koncu nam je izdal tudi, kaj bo potrebno, da mursko-soboški nogometaši obrnejo trend. Mislim, da je največ v glavi, moramo biti močni v glavi, iti dalje, gaziti naprej in zmagovati, koliko smo prej. Črno-beli bodo srečanje z ekipo Celja odigrali v sredo ob 17:30 na mestnem stadionu Fazanerija. Na spletnem portalu Sobota Info lahko danes preberete kaj več o nasadu japonskih češenj, ki bo 25. marca posajen ob regijskem promocijskem centru Expano. Več zanimivih vsebin pa poiščite na spletni strani sobotainfo.com. Jutri bo delno jasno, nekaj več spremenljive oblačnosti bo predvsem na jugovzhodu. Danes smo imeli pretežno oblačen dan s temperaturami okrog 5 stopinj Celzija. Opoldne smo v Murski Soboti in v Radencih namerili 5 stopinj, v Lendavi in Ukrajinskem parku Goričko pa 4 stopinje Celzija. Jutri bo delno jasno z nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem na jugovzhodu. Veter bo popoldne oslabil. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli -3 stopinje, dnevne pa okoli 7 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno, v četrtek pa bo spet nekaj oblačnosti. Dnevne temperature bodo nekoliko višje. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -6 do -3 stopinje, dnevne pa od 7 do 9 stopinj Celzija. To pa je tudi vse, kar smo imeli za vas pripravljeno v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa lahko poiščete na naši spletni strani www.tvideja.si. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.